Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V nekaj dneh obeležujemo Svetovni dan nasilja. Kakšen je namen tega dneva? Namen tega dneva je vsekakor, vsaj kar se tiče policistov, ničelna toleranca do tega nasilja. Naš namen je ljudem povedati, pokazati, da se policisti striktno držimo tega stališča, da nasilje v bolnici oziroma v drugih zdravstvenih organizacijah in podobnih organizacijah nima prostora. Čemu pripisujete? Vsak dan slišimo v novicah, da se nasilje dogaja na vseh inštitucijah, že v zdravstvu, v šolstvu, na cesti. Skratka, čemu vi pravzaprav pripisujete vse to? Vsekakor je zelo pomemben dejavnik splošno stanje v naši družbi. Nasilja je vedno več, zraven tega dejavnika pa policisti mnogokrat pripisujemo tako alkohol kot prepovedane droge. To so pač eni izmed največjih dejavnikov, s katerimi se pri nasilju srečujemo. Kako zmanjševati in izboljšati ta problem v sami družbi? Prav gotovo z represijo, katere predstavniki smo policisti, tega ne bomo dosegali. Začeti se je treba pogovarjati o nasilju, začeti je treba to nasilje odpravljati, se pravi na vseh tistih točkah, mestih, kjer je to možno. Se pa policisti zavedamo, da nasilja nikoli ne bomo odpravili, nasilje je bilo vedno prisotno in vedno bo prisotno. Je pa na določenih akterjih oziroma deležnikih, odvisno od teh deležnikov, koliko nasilja bo prisotnega. Kako policist obravnava, če ugotovi tisto osebo, ki dela nasilje? Kako ga obravnava, na kakšen način? Zakonodaja v Republiki Sloveniji je popolnoma jasna. Policisti se moramo striktno držati zakonodaje. Nasilje je možno obravnavati kot kršitev javnega reda in miru ali kot kaznivo dejanje. Se pravi, ta obravnava je pa odvisna od teže nasilja, od posledic in ostalih faktorjev. Vi ste dijak zdravstvene šole na Jesenicah. Kako ste se pripravljali na današnji dan? Kako ste pripomogli, da obeležite ta Svetovni dan nasilja? Ja, v bistvu smo se zmenili, da bomo pač tudi malo razložili ljudem glede nasilja, kakšen ga doživljamo v današnjem svetu. Obesili smo tudi te plakate odzad, pač, kakor so jo dijaki naredili, in v bistvu danes poudarjamo ljudem, da pač nasilje ni rešitev. Se v šoli veliko pogovarjate med samim poukom s profesorjem v teh problemih, ki so vedno večji? Ja, itak. Mislim, tudi pride v zdravstvu, povsod pride do nasilja in v bistvu se tudi pogovarjamo, kar je tudi večinoma tema naših pogovorov. Imate predavanja tudi v tej smeri, pride nekdo, da vam obrazloži različne primere? Ja, na začetku smo jih definitivno imeli. To se je nekaj za zapomniti, tudi za prihodnost in pač moramo se zavedati.